Drage dame, dragi gospodje, srečno in zdravo v letu 2026. 2026 bo odlično leto, pa garantiram, odlično leto na tekaškem, na osebnem področju, predvsem pa, da bomo zdravi, da bomo veseli, da bomo imeli veliko novih idej, da se bomo znali pogovarjati, pa da bomo, ja, znali sodelovati. Srečno in zdravo še enkrat, to je 285. epizoda podcasta Zagret za tek, prva v letu, ki se je ravno kar začelo. Lansko je bilo bogato, spet 52 epizod, vaše omiljene tekaške vdaje. Na hitro sem šel pogledat, pestro je bilo, imel sem 64 različnih gostov, od tega tretjino deklet, kar sem še posebej ponosen. Zakaj govorim o tem? Ker je podoben odstotek deklet tudi na naših tekaških prireditvah, recimo na trail prireditvah, je približno tretjina deklet, saj na največjih, ki sem jih šel pogledat. Na Ljubljanskem maratonu ta procent žensk med udeleženci dosega in presega že 40%, bravo punce, kar tako naprej. Prav tudi fanti, bravo pravzaprav vsi tekači, ki ste v lanskem letu pokazali, da je tek ena najbolj vročih rekreativnih disciplin tam zunaj. Ja, maham tudi kolesarjem, pa triatloncem, ampak take rasti tek ni doživel že kar nekaj časa, saj desetletje. Ja, leto 2015 je bilo ne samo v slovenskem, tudi v globalnem merilu daleč največje doslej po udeležbi na tekaških prireditvah. Gledati še v številke Ljubljanskega maratona, no, in v letu 2025 so bile številke izpred 10 let dosežene, tudi presežene. Ljubljanski maraton je na treh najdaljših razdaljah beležil več kot 16.800 udeležencev in s tem premagal, ja, tisto leto 2015. Še več, kaj je pa podatek, ki še bolj navdušuje, od leta predtem je zrastel, od leta 2024 je zrastel za 23%, na maratonu na najdaljši razdalji pa kar za 28%. Ja, tako rast bi si želeli vsi, tudi v gospodarstvu ali na borzah. Radenci kot najstarejši slovenski maraton je prav tako zabeležil rast na maratonu, 28%, skupaj pa 25%, 3900 tekaških udeležencev so beležili na Prekmurskih ravnicah letos. Sredi maja računajo, da prebijajo številko 4000. Kaj pa največji na svetu, newyorški maraton je spet postavil letvico še malo više, 59.200 in nekaj tekačev v cilju letos. Zabeležili so tudi oni rast, 7% rast od leta predtem. Kam lahko še gremo? No, po koroni je recimo tekaška krajina, maratonska krajina na največjih maratonih pa ste zdaj zrasla za 23%, ko smo leta 2022 modrovali, kdaj se bodo stvari spet normalizirane. Nihče od nas ni stavil, da se bo to zgodilo v samo 3 letih in še ni videti konca te rasti. Če se malo pošalim, po vsaki šali je malo resnice. Ko gre ekonomija dol, gre tek pač gor. Držimo pesti tudi za ekonomijo, jasno. Lahko pošpegam še trail, kaj pak moram. Pogledal sem pač 3 največje pri nas, kakšno rast so zabeležili na Julian Alps. Leto predtem slabih 3000 udeležencev, lansko leto že blizu 4000, 3838 finišerjev na uradni strani in kar 34% rast. To je noro. UTVV leto predtem 1400, lani že 1750, 25% rast. Na Soča Outdoor festivalu pa se zdaj spogledujejo že s 2500 tekači, res noro. Na trail sceni se dogaja marsikaj, ne samo to, da že uveljavljene prireditve, Obala trail je presegla 1000, na K24 gredo proti 800 in naprej. Res se dogaja. Rastejo tudi nastajajo nove prireditve, kakšne tudi ugasne, ampak tiste, ki so na sceni, se krepijo in rastejo število tekačev, seveda tudi z njimi. In tudi ta trend v letu 2026 ne kaže, da bi se kaj precej umiril. Na hitro morda, če mi dovolite,
par besed o sezoni, ki je bila za nami. Najprej na atletskem področju, vsa čast in kapo dol predsedniku atletske zveze Primožu Fegiču in ekipi, jasno, naredili so izjemno sezono, najprej v Mariboru na Evropskem prvenstvu druge divizije, ki so ga z odliko organizirali, več kot 1100 atletov druge divizije je bilo tam, pa tretje, kar pa navdušilo še bolj, ne samo polne tribune, pač pa izjemen uspeh slovenske reprezentance, ki se je po hudih bojih izstrelila in uvrstila v prvo divizijo. Naslednje leto v juniju bodo naši tekmovali v prvi ligi evropske atletike. To pa je že čast in tudi obveznost, odgovornost, da se pokažemo na največjem odru. Slovenski atleti so letos izpolnili plane, morda bi kakšna medalja več, pa ne smemo biti brezzahtevni. Kakšna medalja več v Tokiu na svetovnem prvenstvu prišla prav, ampak Tina Šutej je naredila to kljukico, bravo Tina. Ona je rekla skoraj zaključku kariere, ampak jaz bi rekel na vrhuncu kariere, je kronala svoje skoke z medaljo na svetovnem prvenstvu. Tudi vsi ostali so odlično nastopali, tudi tekači, Klara Lukan, Kajpak, pa mladi Ferlan na 400 metrov. Imamo kar velik bazen atletov, s katerih bomo zajemali Matici Janguček na ovirah. Tako naprej, čestitke vsem mene, če na splošno gledam, so navdušili tekači, predvsem Nadja Badokleti na 5 in 10 tisoč metrov pobrala je 2 medalji med izjemno vzhodnoafriško konkurenco. Se je Italijanka uspela 2-krat na podium, med moškimi izjemno navdušil Jimmy Gressier, ki je postal svetovni prvak na 10 tisoč metrov. Vse Francoz je bil znan v tekaških krogih, je dobil že kakšno večjo preizkušnjo, tudi evropsko prvenstvo v krosu, se mi zdi, ampak tisto, kar je naredil pa na stadionu v Tokiu, pa je pokazalo, da se vendarle tudi belopolti evropski tekači lahko kosajo z najboljšimi vzhodnoafriškimi, vendarle se je tule naredilo nekaj izenačenja. To pomeni, da kvaliteta sploh narašča. Pustimo vnemar ta trenutek pač dopinške škandale, ampak gre za to, da pač nihče ni zdaj nepremagljiv, je vsako tekmovanje zgodba zase in da lahko pričakujemo v prihodnjih letih še kakšnega odličnega slovenskega tekača, recimo, odlično uvrščenega, ali pa tekačico na recimo takem svetovnem odru. V sezoni, v kateri se je tekmovalno poslovil tudi Eliud Kipchoge in pripustil sedaj primat med maratonci ostalim Kenijcem in Etiopcem. Predvsem Kenijci so bili tisti, ki ta voz zdaj tiščijo naprej. Z obema gostoma te oddaje sem spregovoril o maratonu v Valenciji, ki je bil najbolj kvaliteten maraton letos na sceni. No, tam se je tudi pokazalo, koliko odličnih tekačev imamo, ne samo v Evropi, na svetu, nasploh, in da že po statistiki sodeč čas na uradnem maratonu po 2 uri pač ni več daleč. No, če zaključim atletiko tudi z razglasitvijo atleta leta, atletinje leta, Čeh in Šutej, Kajpak zasluženo. Jaz bi poleg prej omenjenih recimo omenil še Živo Remic, mlado atletinjo, ki prihaja, ki v svoji konkurenci mlajši, mladinski, tolče rekorde, pobira medalje na največjih tekmovanjih. Kot da je dala zagon, kot da je razvoj slovenske atletike dal zagon tudi mladi generaciji, tudi pri fantih imamo, se že gledati potem lestvico najboljših časov na 1500 metrov, ogromno mladih mladcev, ki prihajajo in rekord, o katerem se razpravlja potem z Jakovom Medvedom, rekord na 1500 metrov, je bil letos že skoraj da ogrožen, Žan Rudolf 700, ampak zadnji pritiska skoraj ducat mladcev, ki se želijo spustiti krepko pod 4 minute, pa seveda tudi pod 3 minute 39 in Alešu Tomiču pač odzeti ta rekord, ki ima že kar nekaj brade, kar nekaj rekordov. V Sloveniji je bilo letos podrtih, kar nekaj rekordov je bilo izzvanih, če smo že pri tem.
Prva med imeni, med ženskimi imeni je Klara Lukan, ja, rekord 14:45 je zdaj, nov rekord 5-kilometrskega teka na cesti, na 10 kilometrov je odtekla izjemnih 30:26, ja, to je že za moške izjemen dosežek, to je nov državni rekord. V polmaratonu je rekla 1:08:04, samo še ratifikacija manjka in rekord Helene Javornik bo postal zgodovina. Jan Kokalj se je pri moških rekordov na polovički Romana Keža približal tudi samo za nekaj sekund, pod 1:03 je tekel, verjamem, da v tej sezoni, ja, v tej sezoni ta rekord lahko pade. No, velja pa omeniti še Klarin rekord na 5000 metrov na stezi, izvrsten rekord na 400 metrov Roka Ferlana, že omenjenega, pa Jakopa Filipa Demšarja na 110 ovire, Matici Janguček na 400 ovire, pa je tudi državni rekorder v članski konkurenci. Lepi obeti tudi za Evropsko prvenstvo v Birminghamu, julija in avgusta v tej sezoni. Zelo, zelo lepo je videti, ja, toliko mladih tekačic, tekačev, ki tečejo desetko pod pol ure, to je bilo pred leti še pobožna želja, zdaj recimo sta letos to naredila Jan Kokalj, Vid Butulin, še kakšen se ima pridruži, ta Jakob Medved v tej sezoni. Ja, Ljubljanski maraton je recimo postregel z izjemnimi rezultati, tako na 10 kot na 21 kilometrov. Je prav gojišče novih talentov, slovenskih, končno letos, seveda vsi vabljeni v Ljubljano sredi drugi polovici oktobra, kjer bo 30. ljubljanski maraton. Gremo gorskim trail tekačem, Lucija Krkoč, Martina Klančnik, ja, poznate ti dve imeni. Lucija je bila najboljša gorska tekačica leta, Martina Klančnik Potrč najboljša trail tekačica. Klemen Španring je s prestola sedaj izrinil Timoteja Bečana, je najboljši gorski tekač. Tine Žižmont, moj gost pred kratkim, pa je najboljši trelaš v pretekli sezoni. Če se ozremo na ITRA mednarodno lestvico, kar 20 fantov ima več kot 800 točk, ja, na tej lestvici, kar je izjemen rezultat. Bomo še primerjal, najboljši na tej lestvici Jim Walmsley. Walmsley jih ima 960. Pri dekletih je več kot 20 tekačic nad 650 indeksnih točk, tako na lestvici kraljujeta med Slovenci Petra Tratnik 762 točkami in Žan Žepič z 882. Ok, Žan bi lahko bil prvi Slovenec z več kot 900 točkami. Pa sledijo potem Martina Klančnik, Lucija Krkoč, Jon Lichtenegger, Vidmajer, Luka Kovačič, Rek Kolbal in Janez Klančnik in tako naprej. Izjemna kvaliteta tudi v trail teku, recimo tudi zmagovalce prestižnih tekem imamo. Aleš Frlic je recimo dobil Swiss Peak, Ivan Hrastovec na isti tekmi na krajši, prav tako zmagal, pa še nekaj odmevnih rezultatov. Vem, da spremljate tudi v Sloveniji, zdaj kvaliteta narasla. Veliko tujcev prihaja, no, izzivati domače matadorje. In to je kvečjemu dobro, tako za organizatorje, ja, kot za tekače, ki tja hodijo in se zaradi tega trudijo, morda, da so še malo boljši. Če smo pri trail teku, velja omeniti še eno disciplino, ki ni nujno trail, no, se pa največkrat dogaja na naravnih terenih. Backyard Ultra je v Sloveniji tudi v polnosti že živel. Oktobra smo imeli ljubljansko izvedbo, skoraj 200 tekači, izjemno. Zdaj že v aprilu se napoveduje nova tekaška preizkušnja tega formata. V Markovcih, poleg Markotona, bo še Backyard Ultra tam, kar najbrž bogato zasedbo. Štajerci naredijo v maju spet stražunsko dvoriščkanje, v oktobru potem svetovno satelitsko prvenstvo, prvič v Sloveniji. Pa še kakšno prireditev najbrž lahko pričakujemo na tem področju. Ja, ljudje so ugotovili, da morda ni vse v hitrosti, da je vzdržljivost lahko definirana tudi na kakšen drug način. Bravo, bravo vsem udeležencem, organizatorjem, kar tako naprej. Preden se lotim ultrašov, morda še Hyrox disciplina, ki izjemno pridobiva, bom rekel, na celem diapazonu tekačev v Sloveniji, tja se
zgrinjajo tako cestaši, trelaši, kot recimo športniki, ki so bolj na moč. Zdaj na Hyroxu doseči rezultat pod 1 uro za Slovenca niti ni več nek bav. Recimo Alen Ploj, Hyrox, elit, atlet, ja, se uvršča med najboljše na svetu, ja, pribeleži tudi kakšno zmago. O Hyroxu se bo še govorilo, verjamem, da se ga bo lotil še kdo, tudi v tem podcastu, morda v prihodnosti še malo seciram, ja, to sceno, pa kakšnega atleta povabim kot gosta. No, ultraše sem omenil, preteklo leto, seveda, je bilo z nami v 2 velikih tekmovanj svetovno prvenstvo, na 48 ur, pa svetovno prvenstvo na 24 ur, na prvem, na 48-urnem, je Luka Videtič zrušil še en državni rekord, 386 km in 524 metrov sedaj znaša, ja, slovenska znamka na dvodnevnem teku, na 48-urnem teku. Mravljetov čas je popravil kar za 27 km. Ja, Luka je imel kar nekaj težav med tekom, ampak 48 ur je dolga doba, zdaj pa sami izračunate, s kakšnim tempom je treba teči, da v 2 dneh pretečete 386 km, v 2 dneh, pazite, ki je za marsikoga resnega tekača že kar izvrstna mesečna kilometraža. Luka je popravil še en rekord v Zagrebu na 12-urnem teku, je presegel 150 km znamko, tako da imamo Slovenci tudi na tej preizkušnji sedaj izvrsten državni rekord. Svetovno prvenstvo v Albiju. Imeli smo 2 tekmovalca, ki sta odtekla več kot 240 km, Andrej Tepin, Boris Sušelj, izvrstna sta. Na tem mestu nujno moramo omeniti tudi Špartaton, letošnji 5 tekmovalcev slovenskih na štartu, 5 v cilju, Maja Rigač je bila tam prvič, Mirko Miklič že šestič je uspešno zaključil. Mirko, ki je med drugim tudi svetovni podprvak v tekmu na 48 ur, človek z kar dolgo tekaško kariero, še ni rekel zadnje besede. Ja, lansko leto, oziroma predlansko leto na Badwaterju ga je letos tam nasledil Boštjan Šenlip, izvrstno je tekel. Ja, tudi najtežji ultra preizkušnji na svetu Slovenci pribeležimo vsako leto kakšnega tekmovalca, ki je uspešen. Verjamem, da se tujci morda čudijo, kako trpežne in trmaste tekmovalce imamo na tej strani Alp. Špartatlon, še ena beseda o Nataši Robnik, letos je tekla zimzelena Nataša, kot da je strgana s kete, v najboljši življenjski formi. Šparto tekla v 26 urah 9 minutah, bila tretja med ženskami. Še bolj navdušuje podatek, ja, da je to tretji čas vseh časov Slovencev na tej tekmi, boljša sta samo Sušelj in Mravlje. Ampak, če greste gledati na spletno stran Mednarodne ultramaratonske zveze in pogledate ta rezultat utežen z količnikom let, ugotovite, da bi Nataša, če bi bila mlajša, ja, ta čas lahko prevedla v 23 uri nekaj minut, kar je pa absolutno, če gremo gledati še ostale slovenske rezultate, najboljši slovenski rezultat na Špartatonu vseh časov. Bravo, Nataša, čestitke, kar tako naprej. Ja, si nam zgled, da bomo tudi mi kakšen kilometer več odtekli na ta račun. Jaz sem ga, ja, preteklo nedeljo med družbo prijetnih ultramaratoncev v Kranju, ki ima sedaj tudi ligo, ja, ultramaratonskih tekov vsako nedeljo, lahko tečete 15 minut ali pa 3 ure, ja, pa vmes povprašate kakšnega ultramaratonca, je Klemen Boštar zbral na kup za kakšen nasvet, da boste letos morda tudi vi nastopili še kje. In kje bi, spoštovana publika, nastopali, ja, se sprašujete. Ja, kot veste, sem vsako leto pred novim letom pripravil koledar tekaških prireditev, ga objavil na spletni strani minimalist.si. Letos mi je nekako zmanjkalo časa, tem pa se mi je javil Igor Kalšek, ja, navdušen tekač, ki sam pripravlja slovenski tekaški koledar, pravi, ima spletno stran, ima Facebook stran, bom polinkal spodaj, tako si pogledate. Človek se je zavzeto lotil zbiranja podatkov, pa razpisov, prijavnic, kontaktira organizatorje in tako naprej, ureja datume. Poglejte si ta koledar, morda vam pride prav, jaz bom sigurno pošpegal nanj.
če bo Igorju šlo dobro od rok. Zakaj pa ne, ga priporočim tudi za prihodnja leta, pa se sam pač ne bom več intenzivno ukvarjal s tem, sicer pa, če smo že pri koledarju, kam vas lahko povabim, nekaj 100 tekaških prireditev je že na voljo. Čisto na hitro se bom se hodil čez ta koledar po novem letu, kajpak, veste, Knap Trail 10. januarja je že zdavnaj razprodan. Če niste prijavljeni, greste lahko spremljati najboljše trelaše, kako se na zimskem trailu, ja, tam podijo gor nad Trbovljami, morda tudi letos v pravlični zimski snežni odeji. Lige sem že omenjal, poleg prej omenjene je še Kranjska liga, pa liga na Svetega Primoža v Kamniku, pa v Žalcu imajo Savinjsko tekaško ligo, ne pozabiti, če ste tam se udeležiti kakšne tekme. Sicer pa ja, tudi januar je že poln tekaških prireditev, februarja 7 ur slivnice se ne sliši slabo, ja, to je 21. 2. ali pa rutin tek na Bledu, konec meseca, spet tradicionalna dobrodelna prireditev. V marcu greste lahko na pomladni tek na Jesenice ali pa na Mali kraški maraton ali pa na Slo 24 v Koper, kjer bo letos tudi 12-urno državno prvenstvo, pa 24-urno in tako naprej, vsi najboljši ultraši Slovenije bodo tam. Ja, naj se vrača recimo škofjeloška tekaška trail prireditev že 12. leto zapored, kar nas tudi veseli. Aprila, mogoče eden bolj bogatih mesecev, Strelis, maratoni, istrski maraton, tudi 12. že na sporedu, pa Vipava Ultra Trail, konec meseca, tako, ki bo tudi letos posegal po rekordnih številkah, Backyard Ultra v Markovcih, v maju pa klasični tek trojk, pa Wings for Life, maraton v Radencih, pa Kriška Gora Trail, ker sem tudi sam aktiviran, všeč mi je, da bo letos tudi vertikal, ja, žal sam ne morem nastopati na njem, lahko pa povabim vas, ja, na vertikal. To je kratko, sladko, pa hitro do piva. KBK Trail tudi vztraja, mednarodni tek na Ratitovec, ki je ponovadi bil na en način zmeraj državno prvenstvo, vsaj eni kategoriji, v gorskem teku pa bo letos tudi že konec maja, tako kot Kočevsko, Outdoor festival, začetek junija, Kamnik, Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, tokrat Evropska smetana pride v Slovenijo. Malo se spogledujem z idejo, da bi nastopil na vsaj nekakšni krajši, vsaj za občutek, da sem bil na vsaj na odprti konkurenci del Evropskega prvenstva, vsekakor pa bom šel pošpegati na Veliko planino, pa pogledati najboljše evropske gorske kozle, ja, in vse kozice, če lahko temu tako rečem. Junij, ja, zelo bogat mesec, včasih ni bilo temu tako, lahko v enem vikendu naštejemo več kot 5 različnih trail, pa več kot 5 cestnih prireditev, recimo Snežnik trail, Rokov tek po Šmarskih bregih, Šmarješki trail bodo vsi na drugem vikendu junija. Vikend zatem pod Brdo, trail festival pa tek 4 mostov, julija mogoče malo manj dogodkov, tek na Goro Oljko je zmeraj takrat, avgusta pa letos tudi že začetek avgusta, K24 Ultra Trail se vrača na polno z vsemi razdaljami. Lani sem bil tam in lahko samo pohvalim zaključek meseca avgusta, drugi gozdarski trail, tudi tam sem angažiran, lansko leto izvrstno uspelo, skoraj 500 tekačev, letos bodo te številke še višje, zelo tekaška trasa, pa lahko pa sredi poletja, ko je lahko v dolini že še precej toplo, na Rogli lahko pričakujete tekačem prijazne temperature. Septembra morate iti v Bovec, ki je zdaj začetek meseca, ali pa v Ribnico, ja, tudi letos upam, da bom v Ribnici, v štartno ciljnem prostoru, na Julian Alps Trail, vas sploh ne rabim opozarjati, prav tako je na Konjiški polmaraton, konec meseca 2 v Ljubljani prireditvi, zaznamujete mesec september, pa seveda tek na Šmarno goro, oktobra pa ne bo, novomeškega polmaratona je predstavljen na november, morda bo še bolje teči novembra, bo pa oktobra z Ljubljanskim maratonom na čelu dovolj priložnosti za rekreacijo. Ljubljanski maraton bomo sprejeli 18. oktobra, novembra potem
Obala trail, tudi že standard, pa Golfo trail v Gorici, prej omenjen Oveški polmaraton, nekaj manjših tekov tule okrog, pa veliko znanih tekov čez mejo, ja, december pa klasika, Velenje trail ostaja na sporedu, v Dolskem bo novoletni tek, pa še vsi ostali teki vmes. Prej zameril vsem ostalim, ki vas nisem omenil, vas bom čez leto poskušal malo večkrat izpostaviti kakšnega zanimivega, tudi bolj podrobno. Koledar je bogat, če je kakšna zanimiva prireditev, o kateri še nismo govorili, z veseljem sprejemam predloge, pa jo izpostavim tudi tule, pa morda naredimo malo reklame. Ja, včasih se ljudje težko odločijo in rabijo mogoče kakšno informacijo več, ta kanal pa z veseljem pomaga tudi pri tem. Dovolj za uvod, dva zanimiva gosta ima. Jakob Medved, ki je letos zamenjal trenerja, ki je napredoval, ja, čisto na vseh področjih, čisto na vseh razdaljah, pobral 3 državne naslove v teku na dolge proge in odlično tekel v Valenciji par tednov nazaj. Imel sem zanimivo debato, malo sva tudi se dotaknila slovenske tekaške scene, kaj kdo, zakaj. Še prej pa cenjena dama, rečemo ji nova kraljica slovenskega maratonskega teka, po dolgih več kot 20 letih spet tekačica, ki je maraton zmogla po 2,5 ure in obeta, da bo ponesla morda, ja, to maratonsko slavo tudi lestvico slovenskih rekordov. Ja. Torej, dame in gospodje, z mano je Liza Šajn. No in zdaj se selimo v Logatec, kam drugam, ja, kjer ko tole snemava, prijetno pada, ampak vi pa tole poslušate na novoletno jutro, ja, in si mislite, tako lepo vreme, zdaj bo moja gostja Liza Šajn nekaj povedala, da boš lažje laufati, ali pa da boš lažje šla laufati. Liza, živijo, pozdravljena. Živijo, Marko, hvala za povabilo. Absolutno sem te mogel zvabiti v tole novoletno oddajo. Si danes že tekla, Liza? Evo, sem lih pred pol urce sem prišla nazaj, naredila 15 kilometrov, sicer danes malo snegu, ampak je bilo bolj božično vzdušje, no. Aj Tako da v 15 redu. km, no, 15 km je zate tak lahek trening, ali to je tako malo Ja, zdaj, ko sem bila vajena bolj maratonskih treningov, je to malo podaljšani stek, tako da podaljšani stek. v redu. Zame je to ta trenutek dolgi trening, ampak dolgi tek, ja. Ampak ja, v redu, bomo konc leta drugače govorili, kako si, Liza, drugače, zdrava si, zadovoljna s sezono. Ja, zelo zadovoljna. Zdaj je nekako 2 tedna od maratona, tako da nekako sem s tem zaključila sezono, zdaj imela 2 tedna malo bolj lahkega treninga, zdaj pa v bistvu kar že nazaj v trening, si postavljati nove cilje, tako da ja. Valencija 2025, o tem bo zdaj najprej eno rekla, da je vse, kar si delala do takrat, je kazalo, da boš odtekla odlično. Jaz sem v navezi s tvojim očetom, ja, pa sem mu za hec napisal, če bo šla po 2,5 ure, pa je gladko pribil, da Liza štarta na 2,27, to vsi vemo, to je državni rekord. Potem smo spremljali tvoj tek, mislim, noro. Na polovički je bilo še izjemno, 1,13, 33, nekaj takega. Ja. Izvoli, mislim, me zanima, pač čisto tvoja izkušnja, kako si, s kakšnimi plani dejansko si šla tja, kakšna je bila strategija, kako je bilo na štartu vmes. Ja, mislim, zdaj že cela jesenska sezona je šla super, tako da bi se lagala, če bi rekla, da nisem imela visokih ciljev, a ne tudi časovnih, ampak vseeno sem pa hotela iti čim bolj sproščeno v ta maraton, zato ker brez nekega pritiska, ker je vseeno to prvi, maraton je popolnoma druga disciplina, ki se ne more primerjati niti s polmaratonom, ker meni se zdi, da je polmaraton nekako podaljšana desetka, maraton je pa popolnoma drugačen. Tako da cilji so bili, ampak vseeno sem hotela iti sproščeno in uživati v tej prvi izkušnji. Samo enkrat greš prvi maraton, in pač vedela sem, da bo fizično, mentalno naporno, da bo neka nova izkušnja. Ampak ja, pač seveda treba je postaviti nek cilj, nek tempo, v katerem sem želela teči, in v bistvu čisto glede na neke preproste izračune,
torej dvakrat pol maraton plus nekako tam 6 do 8 minut, recimo nekako, ne. Sem vedela, bi, torej, da bom začela na ta tempo, torej tam okrog 3,29 na kilometer. Tako da ja, zdaj v bistvu prva polovička je bila super. Tekla sem s skupino, se tudi fajn počutila. Pa, pa, pa je že tam na 25 kilometru postalo že kar težko, kar je bilo veliko prej, kot sem jaz nekako pričakovala, zato ker vsi govorijo nekako, maraton se začne po 32 kilometru, ne? Ja, In jaz pa sem zid, tam, pa to, ja, ja, ja. ja, in jaz tam na 25 kilometru in meni je že kar konkretno težko, ne? Tudi tam mi je malo že tempo padel. In sem rekla, joj, kam bo to šlo, ne. Že zdaj upočasnjujem, jaz imam pa še toliko pred sabo. Ampak sem nekako pač vedela sem tudi, da maraton je taka disciplina, kjer mogoče nekaj časa se dobro počutiš, potem spet slabo, nazaj dober, ne, pride nekako v takih valovih. Tako da pač sem se skušala spodbujati s tem, da ok, mogoče pa se bom čez par kilometrov spet dobro počutila. In ja, no, potem po 30 je pa res me nekako zabil, po domač rečeno. Noge sem imela čist trde in nekako glava je hotela teči in dajala sem nekako vse od sebe, ampak se mi je zdelo, da ne gre nikamor. In tam od 30 pa do 39 kilometra se je tako vlekel. Nekako nisem vedela, če bom sploh prišla do cilja. V bistvu se takrat tudi s tempom nisem sploh nekaj več obremenjevala. Ker v tistem trenutku mi je bilo samo pomembno, da nekako pridem do cilja in dam vse od sebe. Nisem pa niti nekako računala, zdaj, kater tempo takrat grem, za kater Nisi nič pošpegala na uro vmes, pa rezultat. videla 3,35, 3,9, kaj tazga, da bi videla, pa Ja, bi rekla, to sem, ampak nisem pa vedela, koliko se bo zdaj to skup nabral, za kater rezultat, ne? Ali sem še zmeri za pod 2,30 ali ne. Ker pač ja, tudi kilometri so mi piskali tudi čez 3,40, kar je bilo že kar veliko počasneje, kot sem začela. Ampak nekako sem se pol tam v zadnjih kilometrih vse nekako zbrala in uspela nekako rahlo nazaj pospešiti. Pol sem pa v zadnjih 2 kilometrih, kjer je bila matematika tako enostavna, da sem lahko tudi v tistem stanju še malo računala, sem videla, da če lih malo pospešim, ne, da mi bo nekako uspel pod 2,30. In to mi je pol tudi dal še nek dodaten zagon. Tudi v bistvu zadnji kilometri v Valenciji so taki, da gre rahlo navzdol, veter je bil mogoče malo v hrbet, tudi pač fulje gledalcev in navijačev ob progi. Tako da tam tudi ne glede na to, koliko si utrujen, te vse malo ponese, ne. Na koncu je tudi en klanc navzdol. Tako da tam je pol vse šlo in pol, ko sem videla, torej uro, ne, sem rekla, ok, sam šprinti do konca, to bo pod 2,30. Tako da sem bila pol na koncu zelo vesela. se pravi, se vse ne bil, če te prav razumem, plan A je bil še vse napad na državni rekord, a ne, kljub temu, da je bil to prvi maraton, plan B 2,30, ali popravi me, če Ja. se Mislim, motim. tako nekako, ko sem začela, iskreno je tako, no, ko sem začela maratonske priprave, ne, v bistvu že poleti, je bil cilj pod 2,30. Zato, ker je to neka taka magična meja, bi lahko rekli, ne, in lep cilj. Pol, ker so treningi šli zelo dobro in tudi ostale tekme, sem nekako ciljala vsem više, ampak ne bom pa rekla, da je bil to nek napad na državni rekord. Pač jaz sem želela teči najboljš, kar sem lahko, ne bom pa tega označila kot napad na državni rekord. No. Ampak tako da hočeš reči, v cilj si prišla 2029, je tam pisal in si rekla, mislim, to je to, cilj je bil dosežen, Ja. sreča, veselje, zadovoljstvo. Ja, ja, ja. Mislim, v tistem trenutku, ko nekako greš skozi vse to, ja, si želela sem si mogoče malo hitrej, ampak pol skozi samo tekmo, ko greš skozi
skozi vso to bolečino, vsa ta čustva in to, in ko nekako premagaš samega sebe, pol sem bila tudi z 2029 presrečna, tako da se ne pritožujem, no. Mislim, prvi maraton 2029, kam še ne pridemo. Mislim, zdaj, povej mi, a ne? Po prvem maratonu, si maratonka po duši. Mislim, je to tvoje, bi to lahko bila tvoja disciplina, tako te bom vprašal. Je to tisto, za kar si delala cel življenje in zdaj boš pač maratonka? Ja, mislim, meni se zdi maraton pač je kraljevska disciplina, ne, zdaj, pač se tudi druge razdalje so mi zelo všeč, sam se dolgoročno vidim, pač na maratonu, ampak to pa ne pomeni, da je samo in izključno maraton, zato ker hočem biti na splošno dobra cestna tekačica in torej nekako vse 5, 10, pol maraton in maraton bi rada v bistvu zelo dobro tekla. Ampak ja, nekako se mi zdi, da mi pač te daljše razdalje ustrezajo in tudi želim si torej zastopati Slovenijo na velikih tekmovanjih v maratonu, tako da sigurno, ja, je maraton nekako, recimo, glavni, ampak mogoče ne še zdaj, ampak potem v prihodnih letih, ja. Mislim, si sorazmerno mlada, 23 let. Ni bilo Ja. običajno včasih, da so 23-letnice tekle maratone, več jih je bilo na Mhm. stezi na 1500, pa na kakšnih 5000, pol so pa prišle malo v leta, ne, pozna 20, so jih pa poslali na cesto. Zdaj, ne vem, mislim, zdaj poznaš, da je že kar dosti maraton, pa si malo gledala konkurenco. Trend je, da vedno mlajše tudi vstopate na te dolge razdalje, kljub vsemu. Ja, kot si rekel, pač vedno je bilo to, ne, nekako steza, ne vem, od 800, 1500, pa potem 5, 10, ne, potem pa nekako, ko končaš stezo, šele potem prehod na cesto, ne. Um, ampak ja, zdaj vse več tekačev pa se pač osredotoča na cesto, in tudi meni osebno pač to veliko bolj ustreza. Tako da mogoče ni čist neka klasična pot, ampak se mi vsem zdi, da sem zdaj nekako tudi dovolj dozorela, da lahko grem že zdaj nekako na maraton. Trenutno si, ne vem, če si gledala ne, na Road to Birmingham lestvici, po rankingu 29, če sem prav videl, no? 29 v Nisem niti Evropi. gledala. Ja, 60 jih vzame, da si 29. Zdaj, če ostaneš znotraj te 60-terice, pa v bistvu si vrščena na Evropsko prvenstvo, bo šla. Ja, nekako lih te dneve nekako delamo plan za naslednje leto in je v bistvu kar nekaj tekem. Tudi nekako se moram zavedati, da lahko tečem dva, potencialno tri maratone na leto, ne. Tako da je treba biti kar selektiven. Um, Zdaj, ali želim hiter maraton, ali želim maraton na velikem prvenstvu, ne, to se med seboj zelo razlikuje. Mhm. Tako da za Birmingham je malo v bistvu težava, zato ker je en mesec kasneje še svetovno prvenstvo v cestnih tekih. V Um, Kevenhavnu. Mhm. ja. Tako da tu se nekako rahlo izključuje, oziroma je malo težava glede plana. Ampak zaenkrat mislim, da bom v Birminghamu raje tekla 10 Mhm. tisoč metrov, in potem na svetovnem prvenstvu 21. Lep plan, čist lep plan. Ja, Zakaj pa ne maraton, ne pa počakaj na svetovno prvenstvo, ja, 2027. To bi bilo tudi v redu, a ne? ja. Recimo. Ampak potem, drugič, potem v Valenciji si bila na polovični koncu oktobra, ti je pomagalo, kaj, recimo, da si mal občutila mesto, mal ceste, mal ne vem kaj, a ne vaj, karkoli. Ja, ja, sigurno. V bistvu sem bila letos v Valenciji trikrat za tekme. Že A, januarja na prav. desetki, ne? Potem na polmaratonu in zdaj že na maratonu. In to mi je bilo v bistvu tudi pomembno. Ok, kot prvo sem želela hiter polmaraton. In pač Valencija slovi po pač hitri trasi, velike konkurence in vsi tečejo nekako dobre čase. Tako da pač sem želela iti zaradi tega. Tudi časovno nekako datumsko mi je pač ustrezal ta termin. Po drugi strani pa mi je bilo tudi pomembno nekako, da grem v Valencijo, da
mi je tam nekako domače, zato ker je pač za maraton toliko velik nekih stvari, ki so neznane, nekako si mogoče malo zmeden v dnevih pred tekmo in da je vsaj okolje ti nekako znano, te nekako pomiri in to mi je bilo pomembno. Tako da sem se tudi pol za maraton v bistvu dobro počutila v tem okolju. Še nekaj let nazaj, kar nekaj punc je bilo v Valenciji, Slovenk, pa se meji 2-3 niso približale, pa tudi kono, jaz se spomnim po Ljubljanski maraton, smo gledali, pa Slovenka, če je tekla 1:12 polovičko, je bil to izjemen uspeh, no ti si odbila za 1:10, tam, Mm. a ne? Zdaj vem, da je kateri slovenski resnejši tekač, zdaj že kar mal se počutil ogroženega, ne bom vedel govori imen, veste, o kom govorim, a ne? Ko vas punce prehitevajo, posebej Liza Šajn, 1:10, rezultat, ki je bil presenečen zate, planiran, mogoče še tiste dobre pol minutke boljš, slabš, kako, kaj. Mislim, sam polmaraton ni bilo presenečenje, predvsem zato, ker sem en teden prej zelo dobro tekla v Ljubljani. Tako da pol nekako takoj pridejo neka pričakovanja, ne. Sigurno sem si letos želela pač popraviti osebni rekord, nekako teči okrog 1:11, mogoče 1:10. Ampak ja, glede na nekako vse treninge, mi tudi ni bilo neko presenečenje ta tekma. Bolj mi je bilo presenečenje, torej 10 kilometrov v Ljubljani. Po 32 si utekla, ne? Mislim, tam nismo imeli takih planov, to je bilo presenečenje, 31, 56. Ja, to je nekako tekma, ki mi je do zdaj največje presenečenje. Ker to se ti kot atletu ne zgodi velikrat, ker si vedno postavljaš zelo visoke cilje in običajno si postaviš više cilje, kot jih sploh na koncu dosežeš, ne. Tukaj sem pa jaz presegla vsa svoja pričakovanja, tako da to, jaz sem bila po tej tekmi nekako čisto v šoku sama. Kaj si mislila, da bo šlo kaj, 32 pa pol, 33, kaj tasga? Ja, jaz sem bila v bistvu torej, takrat lih nekako v tem polnem maratonskem treningu, kjer pač ja, delaš veliko kilometrov, ampak je vse nekoliko počasneje. Ne? Niso to klasični treningi za 10 kilometrov. Nekako sem mislila, ok, zdaj 10 mi ni fokus, bomo videli, kako bo šlo. Ne? Ampak tudi 10 nisem hotela spustiti te tekme, ker pač je Ljubljanski maraton, ampak sem šla čisto sproščeno, brez kakršnih koli pričakovanj. Ampak vsi ti moji treningi so bili, torej, ja, maratonski, torej tempo nekako za maraton tam, torej delala sem ogromno, 3:30, 3:35 in jaz v bistvu na treningu nisem niti enega kilometra naredila v tem tempu, kot sem ga potem držala v Ljubljani na 10 kilometrov. Ampak ja, pač ne vem, to je kar šlo. Pač začeli smo full hiter, in nekako sem jaz tudi narekovala tempo za eno skupinco, ampak že ko sem gledala, kako mi je piskala ura, sem rekla, ne, to nekje bom jaz upočasnila, to ne bo šlo tako do konca, ne. Pa pol pridem do polovičke, pa še zmeraj držim, ne. In pol sem se kar dobro počutila, sem rekla, pa dobro, kdaj bo zdaj, kdaj bo zdaj to prišlo za mano, ne? In pa sem v bistvu v drugi polovički še kar pospeševala. Pa sem še v bistvu ujela enega fanta iz skupine, mi je to dalo nekako motivacijo, da torej tečeš z nekom, ki ga poznaš. Ampak vseeno, čeprav sem nekako gledala uro, ne, jaz si to nisem računala, kakšen bo to rezultat. Ker tudi, recimo, velika tudi, ki mi je ura zapiskala, jaz sploh nisem hotela pogledati, ker sem rekla, siguren sem upočasnila, ne, sem kar nekako bila v strahu in nisem hotela vedeti, koliko hitro tečem. Ker tudi, ko sem pogledala, ne, in je izpisalo tam čase okrog 30, pa jaz tega nisem vajena nekako na treningu, ne, in me je bilo kar strah. Tako da nisem vedela sem, da dobro tečem, ampak nisem pa vedela, koliko dobro. Mislila sem, da je tam za rezultat okrog 32, 20, ne, kar bi bil osebni rekord za par sekund.
In v bistvu v Ljubljani je na koncu ta ovink, ne? Mhm. In potem je lih še, ne vem, 80 metrov ali tako do cilja, no? In jaz prijem iz tega ovinka in pogledam gor na uro in piše 31, ne? Jaz kar nisem mogla verjeti in pol sam šprintam do konca in tudi v cilju sem bila čisto v šoku. Tako da, ja, se je res nekako vse poklopilo tisti dan. Ja, mi smo stali tam, rečemo, nekih 500 metrov pred ciljem, malo manj, no, in dejansko malo štel, kdo vse mimo pade. In bili kar malo presenečeni, ja, pride Liza Šančijo in pol še ne. Pa še kar nekaj takih fantov, ki bi mogli biti, a ne kar dobri, tako da izjemen nastop. Mislim, pod črto, mislim, kaj bi bilo lahko še boljše v tej sezoni? No, koliko državnih naslovov si pobrala letos, recimo? Ajde. Ne vem, te ne štejem jih. Ok, radenci so bili, v Kranju sem te videl na petki, ker si Ja, v pač Kranju sem odkrimčkala tudi tisti. Ja. zmagala. Ja. Pa kje je bilo še, nimaš v glavi zdaj, le, siguren imaš. Ne vem, iz teze, ne vem, se ne spomnim. Bolj Mislim, imam v glavi te iz ceste, ja. v radencih je bilo super, no, se mi zdi, da eno fajno fotko si objavila na Instagramu, ko si bila čist majhna z očetom tam, a ne. Mislim, očeta si mogla spremljati, si ste hodili z njem, kjer ste šla z mami laufati ali kako v radence, pa ste. Ja, ja, pač moji starši tečejo, mislim, so tekli že, ko sem bila mlajša in tudi zdaj, ne. In pač mi smo zmeri hodili na te različne prireditve, maratone in tako naprej. In pač se spomnim, da smo bili velikrat v Radencih. Tako da zdaj mi je bilo tako nekako pač posebno, da sem tudi jaz sama tam prvič tekla in pač dobila svoj prvi državni naslov po maratonu, tako da je bilo posebno, no. Ja, od veveričkega teka do državnega naslova, vidiš, to je super. Mislim, kaj božga, povej mi, Klara Rukan, ja, ki recimo ta trenutek dominira v Sloveniji, mislim, kako jo spremljaš, mislim, razlika med vama, pač kakšna je, kaj, mislim, ti je ona izziv mogoče, ja, da jo na kakšni tekmi premagaš, kako jo lahko premagaš. Ja, mislim, s Klaro sva pač trening partnerici, isto, ker sva v isti skupini, Mhm. imava istega trenerja. Um, Zdaj, jaz sem šla prej že mogoče na te daljše razdalje, ampak verjamem, da glede na to, da ima tudi ona rada cesto, bo tudi ona slejko prej tudi torej vse več polmaratonov in tudi kakšen maraton odtekla. Ampak meni to daje neko motivacijo, zato ker je ona sigurno v slovenski atletiki naredila velik preboj, ne, nas umestila oziroma sama sebe v svetovni vrh. In sigurno je to najtežje narediti prvi, ne. Za Mhm. vse ostale je potem to lažje, zato ker vidiš nekoga iz domačega okolja, ki je to naredil, in običajno potem vse več ljudi tudi to lahko doseže. Tako da pač jo zaradi tega zelo spoštujem, je super oseba. Sva si pa drugač kot tekačici mogoče zelo različni, no. Um, uh, ja, ne vem, kako bi opisala, ampak jaz nisem tako hitra, mogoče zaenkrat bolj vzdržljiva, Mhm. uh, imava pa tudi zelo drugačne treninge, no. Tako da je veliko razlik. Se da do v bistvu rezultatov in se da pripraviti na iste razdalje tudi na zelo drugačne načine, no. No, to je zanimivo, ja, tako, mislim, ker včasih kdo išče, a ne, vire, kaj je recept za to biti uspešen, ampak receptov je mnogo, ne, Ja, ja. tako kot ti praviš, a ne, lahko se da skoraj diametralno nasprotna treninga, pa se na tekmi pa lahko udarta, pa sta praktično Mhm. podobna, no, to je zelo zanimivo. Recimo, če so pri treningih, mislim, kakšne kilometraže delaš, kaj to je najbolj zahteven trening, recimo v neki pripravi na maraton, čistko za ilustracijo. Ah, mislim, delala sem po mojem tam, zdaj ne vem, koliko je bilo v povprečju, ampak je bilo kar dost. Tako, ne vem, recimo okrog 170, 180 kilometrov Kar na zaletel teden. sem. No, to Zdaj, sem hotel slišati. Ja. najtežjega treninga ne vem, kaj bi bil, no. Zato, ker nekako pri maratonu, vsaj po mojih izkušnjah,
ni en trening, ki je najbolj pomemben in najtežji, ampak gre za pač akumulacijo vsega, ne. Mhm, mhm. Že tako je velik volumen in potem probaš na ta volumen teč maratonski ritem, ki je vseeno relativno hiter. Tako da vse to skupaj je težko. Ni pa tako, da bi lahko izpostavila en trening, ki je bil pa nekako zdaj recept za ta rezultat. Ali pa Ker ga recimo, ni. kjer je pa, prostite, prekinjam, kjer je pa tak, recimo, ga pa res ne maraš, ne? Ki ti že kreslino da gor, ki veš, ne vem, intervali, fartlek, threshold, ne vem, neki, kar ti je pa mogoče pa res najbolj pri srcu, no. Pa pri maratonskih treningih mi je vse všeč. Zato, ker rada Ma, veliko tečem, ful imam rada recimo threshold treninge, pa tudi te dolge teke. Drugače jaz na splošno ne maram zdaj nekih hitrih, krajših intervalov, nekega laktata, ampak tega v bistvu zdaj nisem delala za maraton. Tako da ne vem, nekako mi je ta maraton mogoče pisan na kožo, no. to sem hotel slišati. Provociram te za nalašč, ne zato, da bom slišal tisto, a ne, ja, da bom slišal tisto, kar sem hotel slišati, ali pa kar bi tudi poslušalci in gledalke hoteli zvedeti, a imamo pač novo maratonsko zvezdo. Jaz trdim, da ja, no, mislim, razvila si se izjemno tekačico pri teh letih. Poškodbe imaš, kakšen, bog ne daj, te kaj šlata še ne. Ne, ne. Tako da v bistvu sem celo leto bila zdrava, tudi v bistvu glede na visok volumen in ogromno treningov, zdaj v pripravah na maraton, sem se izpeljala brez poškodb, tako da ja, sem res vesela za to, da sem, ker nekako v maratonskem treningu, ko tako treniraš, se hitro kaj poškoduješ in sem bila že vesela za to, da sem pač bila zdrava na štartu, ker to res je pomembno in velikokrat se lahko kaj poškoduješ. Si vedno nekako na meji, ne, ko toliko treniraš, si vedno na meji, glede poškodb, lahko. No, zato, da si, mislim, da pač še to umestite. Ne? Pišeš na Instagramu, da v prostem času študiraš. Ne? Si predstavljam, ja, tudi študentke si v prostem času. Kaj to pomeni? No? Koliko časa ti vzame trening, pač tek kot tak? Ne? Kaj še zaradi tega vsega moraš početi? Najbrž pač tvaje za moč, najbrž kakšne masaže, najbrž ne vem, kaj vse še moraš početi za to, da si pač tako dobra, da si celostna atletinja. Ja, res ogromno. Tek ni samo tista 1 ura ali pa 2 uri, ko greš teč ven in narediš trening, ampak je to nekako cel dan. In letos sem jaz šele prvič, da sem res tako začela gledati na celoten trening. In v bistvu dala pozornost tudi na ostale aspekte, ker vedno sem jaz nekako dobro trenirala, ampak mogoče nisem imela pa ostalih stvari nekako tako poštimanih, od spanja, hrane, drugih priprav, masaže in tako naprej. Letos sem pa nekako dala več poudarka na to. Zdaj, seveda, to pa vzame ogromno, ogromno časa, ker naprimer, zdaj, ko sem trenirala za maraton, to sta običajno pač 2 treninga na dan, ki tudi ne vzameta samo 1 uro, ampak velikrat 2 ali pa še malo Mhm. več. Torej, moram se pripraviti zjutraj, torej vstanem, pojem, se pripravim na prvi trening, prijem nazaj, kosilo. Vedno sem šla zdaj v pripravah na maraton tudi popoldne spat, recimo za 1 urico, potem je že skoraj čas za drugi trening, vmes še recimo kakšna masaža, večerja in potem zgodaj spat. Tako da v bistvu je cel dan in ne veš, kam gre, ker čas kar leti, misliš si, da boš imel čas, pa ga ni lih veliko. Tako da v bistvu pač poskušam se vmes med treningi tudi kaj učiti, ampak v bistvu, ker letos ponavljam tretji letnik, imam v bistvu samo 2 izpita, ki ju rabim narediti. Tako da zdaj, ko sem trenirala za maraton, sem se popolnoma posvetila temu, učila sem se vseeno malo manj, pač odvisno od dneva, a ne.
če imam dva težka treninga, se tiste dneve nisem mogla učiti, če je bil pa nek lažji dan, pa sem se. Tako da ja, v bistvu dnevi so polni. No, zdaj pač malo bolj ugledno vprašanje. Ne? Se spogleduješ mogoče tudi z možnostjo, ok, neke profesionalne tekaške kariere v smislu, da ok, odložiš tudi, pa delaš samo laufarijo, pa probaš od tega tudi preživeti. Je to sploh možno v Sloveniji razmišljati? Mislim, študij bi sigurno rada dokončala. Ne razmišljam o tem, da bi pustila. Nekako se pa zavedam, da mi bo mogoče vzel kakšno leto več. In mi to nekako ne predstavlja nekega problema. Um, Tudi pač družina mi to nekako omogoča, a ne, finančno in vse, tako da, ja, ampak sigurno pa pač bom končala študij. Glede atletike pa, ja, mislim, mene ne zanima rekreativna atletika. Pač, želim Gremo na biti vse ali nič. vrhunska športnica, tako da To, zato vse vlagam v to, ne. winning mentality, super, mislim, super, super, to bo še zanimivo v tem in prihodnih letih. A, če sva že pri planih, prej si omenila, koledarčki se malo delajo, pa obkrožujejo se, se datumi. Nekaj si že rekla, ja, pa evropsko, pa svetovno na Ja. Danskem. Mogoče že kakšne dirke, ki jih imaš, pa lahko v nekaj poveš, kam bi šla, kaj so tvoji cilji, sezoni, ki prihaja. Ja, v bistvu sem že takoj po Valenciji začela razmišljati, kam bi šla naslednjič na maraton, ne. Tako, to. Ker zdaj pa res hočem biti hitrejši in to, in me zdaj to še bolj vleče. Tako da v bistvu imam že potrjen spomladanski maraton. Ja. Najeli smo sapo in zdaj poslušamo. No, gremo v Rotterdam. To, Ja. prav. Tako da to je zdaj moj glavni cilj, pomladi. Bom pa nekako predtem poskušala narediti še dve tekmi, eno desetko in en pol maraton, ampak glede tega še ne morem reči, zato ker še nimam nič potrjenega, ampak bi nekako naredila dve malo krajši tekmi, potem pa bi šla na kar ene konkretne priprave spet v Kenijo, ker sem tako naredila že zdaj pred maratonom in to mi je bilo pa res super kot trening in nasplošno kot izkušnja, tako da hočem iti nazaj. Kenija, Here I Come, Drift Valley, mislim, ja, si se našla tam, v tem okolju in s treningi na Ja, morsko super. višino. Je to Mislim, to. bila sem, na višini sem bila že prej, Mhm. ampak tako, da bi bila pa v Keniji, je bilo pa prvič. Zdaj, na začetku je bil kar kulturni šok. Sem si predstavljala, da bo malo tako divje, pa to ne, ampak pol, ko prideš tja, je to kar šok. No. Pridejo te iskat na letališče, pol te odpeljejo do tega mesta Iten, ne, kjer sem trenirala in tam je pač ogromno teh tekačev. Um, Te pelejo, to promet, en čez drugega, avti, motori, živali, ljudje, vsi. Jaz sem mislila, da se bomo trikrat zabili. Potem, potem pa tudi tam je zelo drugače. No. Pač v bistvu je ta cesta, potem velike teh zemljasti poti, kjer pač te tekači tečejo, otroci ob cesti, zato ker če niso v šoli, ne, v bistvu nekako so tam ob teh hišah, ki pri njih sploh niso hiše, ampak so bolj neke barakice. V bistvu tam skrbijo za te živali, so krave, ovce, koze, to povsod, ne. Potem tečeš, te pozdravljajo te otroci, zato ker čeprav je veliko evropskih tekačev tudi tam, še zmeraj oni, ko vidijo belca, to je šok, ne. In vsi ti hočejo dati petko, te pozdravljati, potem tečejo s tabo. Tako da res je luštno, no. Potem sem se pa nekako hitro privadila na to okolje. Je zelo preprosto, ampak
je vse, kar rabiš za maratonski trening. V bistvu zelo hitro tudi najdeš družbo, veliko teh Kenijcev ti radi pač pomagajo pri treningih, a ne s tem tudi nekako dobro zaslužijo zase. Ja, sem v bistvu super trenirala tam, tako da je bila to res super izkušnja, no, priporočam. Še mene si navdušila zdaj le skoraj. Ne. Prav videl sem koze tam, kako tečem po njih prašnih cestah. Koliko časa si bila tam, oziroma za koliko časa bo šla? Zdaj, Zdaj sem bila 4 tedne in pol. Razmišljam pa, da bi zdaj spomladi šla mogoče kakšen teden več, ampak bomo videli. Ja. imaš zdaj tam že kakšne naveze, prijatelje, znance, kamor, mislim, pri katerih se lahko oglasiš? Pa... Ja, veliko ljudi spoznaš tam, no, tako da jih imam. Tudi ene par teh Kenijcev, ne, ki so me pejsali, ne. Mhm. Potem pač ostaneš v kontaktu z njimi, oni ful radi pomagajo pri treningih in mi že pišejo, kdaj bom prišla nazaj, da bomo skupaj trenirali. Prva liga. Si spoznala moče kakšno bolj zveneče ime, naj si bo v kenijski ali pa kakšne druge atletike? Ja, mislim, da mi tako povsod tečejo, kot vsi ostali, ne. Torej ta Beatrice Chebet je bila, recimo, Prav. Agnes Ngetič, veliko, no, dobrih. Zdaj jaz tudi vseh ne poznam toliko, Še. ampak veliko, ja. Mislim, že to ti da, ker ti tam olimpijski pa svetovni Ja. prvaki. Pa to. Naprimer, no, recimo v tem kampu, kjer sem bila jaz nastanjena, ne, in smo imeli fitness in potem neke take skupinske vadbe, je bila tudi torej ta punca, ki je potem zdaj v Valenciji zmagala maraton, in smo tudi skupaj tam bile v fitnessu, tako da ja. Mislim, ja, super. Mislim, družiš se z zmagovalkami, to že mora biti, to je že zmagovalna miselnost. Liza Šajn, jaz ti bom zahvalil za tole hitro javljanje med praznično, tale podcast, ravno prav za otvoritev leta, lej, Rotterdam si rekla, joj, to bom spremljal zdaj, ja, to bom zdaj spremljal, pa preračunal, bom jaz preračunal tiste čase, ja, pa primerjal, pa najbrž tvoj oče, pa mati tudi, no, ker to spremljata. Ja, Tako da, Liza, jaz ti želim eno izjemno sezono, pozdravljam tebe, tvojo družino, želim še lepe praznike in enako, hvala. srečno novi, bom rekel, slovenski maratonski kraljici. Evo, tako. Hvala. Srečno, hvala. Srečno. Hvala, Liza, super pogovor. Zdaj pa pojmo še do mojega dragega moškega gosta, ja, prisluhnite debati z Jakobom Medvedom. Ja, draga publika, ja, ko ste se zbudili v to novoletno jutro, ste seveda pomislili, da boste prižgali podcast in seveda ste ga, ko ga boste zdaj ugledali, Jakoba Medveda. Ja, vse prisotni Jakob Medved, za katerega napovedujem, da bo letos pa sigurno, ja, postal najhitrejši slovenski maratonec v tem letu. Ja, recimo, no, to mu želim. Jakob, živijo. Živijo. Spet je fajn biti tukaj, a ne? Srečnega Že pa prvič. zdravega. Hvala, enako. Srečno tudi tebi, pa A veliko si- kilometrov. Jaz sem novoletni sklep. Tako, malo novoletni sklep, da letos pa res spet malo bolj začnem. A ne? In sem rekel, sicer mi bo Jakob Medved dal kakšen dober nasvet, kako se tega lotiti zdaj spet, a ne? Kako dobiti nov veter v hrbet. Ti si napaljen za novo sezono. Ja, mislim, itak imaš zmeri to, da moraš trenirati, zmeri si želiš trenirati, zmeri greš na trening, a ne? Tako da ne vem, če je kakšna, bom rekel, taka poseben trik, ampak greš, obuješ se pa greš. Mislim, zakaj bi delal v znanosti nečesa tako preprostega, kot je, ja, obuješ se pa greš, ja. Ampak dejva, midva, a ne, preden greva v 26, to prelepo leto, nareči pod črto piko na i letu 25, najboljši sezoni tvoje kariere tekaške doslej, drži? Ja. Pač sezona je bila res, mislim, bom rekel, če mi rečeš spomlad, da bom tako laufal, podpišem prec, ampak itak pol vsakeč, ko odlaufaš cajt, ki si ga zadal, oziroma
podreš se na rekord, zmeri rečeš, tam bi lahko pa še zmeri sekundo hitreje šel. Ja, po vrsti. Letos si tekel na 1500, na 5000, na 10 000, pa 10 km zunaj, pa polovička, pa maraton, Pa 3000 noter. pa tri. Kaj nisi tekel? Zanimivo, 1500 sem šel gledat, užgal si ga po 4 minute, kar je, a ne, rezultat, Ja, recimo, kar dober, ampak nič pretresljivega. Kako to, no, povej mi, ali je bil to del pač neke treninškega procesa, zakaj si šel recimo tekmovati na 1500? v bistvu, za 1500 sem šel čist iz fore. V bistvu je to prvo rekel tekma po pauzi, prvi, ne vem, en teden, 2 tedna tam nekje, mislim, da je bilo po pauzi, poletni, da sem šel sem malo že trenirati, pa sem rekel, da gremo sprobati, kaj sploh lahko naredim, a ne. Tako da tudi na tekmo sem šel, bom rekel, temu primerno pripravljen, z primerno mentaliteto, da pač greš tja, pa štartaš od začetka na hard, pa vidiš, a poč ali ne. No, zdaj upam, da to, kar si rekel, da ne poč mišica, ampak pri meni bi sigurno, če bi se kaj tazga še zaganjal, mislim, 1500 je zahtevna disciplina. Je, a ne, mislim, malo taktike sicer rabaš, ampak po drugi strani si pa skozi nek rdečih. Ja, mislim, precej drugače od kakšnega polmaratona, maratona, ki je kar od začetka greš v rdeče in se nikoli ne ustavil. Si imel, se pravi, si imel kakšno taktiko, ali tja iti pa čim boljš teč, mogoče koga prehiteti, koga se držati, kaj tazga? Ja, v bistvu mislim, taktika je bila, da upam, da bi šli bolj počasi, pa da bi na koncu lahko finiširala, a ne. Ker to mi gre približno v redu, ampak so imeli drugačne namene, tako da smo pač mogli začeti bolj pogumno. Pa sem rekel, da pač sam držim, pa vidim, kaj se bo zgodilo. Ja, sej, srednje progači so rekli, se moramo tega maratonca utresti, da ne bo nam na koncu, slučajno kakšnega presenečenja pripravil. Spremljaš drugače to disciplino, recimo tako v Sloveniji ali pa globalno? Ja, mislim, na diamantni ligi rad pogledam, ki imajo ali miljo ali pa 1500 metrov, je pač fajn je za pogled, ker res vidiš, kakšna brzina je to. Tudi bom rekel, tam polk enkrat lahko zraven, da gledaš, da nisi ti noter, pol tudi vidiš, da se malo dela taktika, da je malo drugače, ne, da ni sam težko. Ja, kar zvezdniki so, pa kar zahtevno je. Serijskih zmagovalcev skoraj da ni, no, bom rekel, zato je tako zanimivo, no. Vsak skoraj lahko zmaga, vse na najvišjem nivoju, res hitri so ti fantje. Zdaj, glede na to, ti si mlad še, ti si komaj 23 let star, kako to, da recimo nisi še v kakšnih srednjih progah bolj recimo aktivno prisoten, ti si zdaj praktično maratonca, ne cestar. Pa ne vem, mislim, se spomladi se trudim, da grem na kakšno stezo, grem malo za brzino delati, ampak ne vem, se mi je lažje, se mi je na dolge razdalje matrat, ne vem, bolj uživam, bolj mi je to pri srcu. Mogoče zato, ker sem bolj, bom rekel, iz začetka, sem bolj iz cestnega kolesarstva bil na začetku, pa pol triatlon, pa to, pa ostane vse na cesti, pa tako, pa mogoče samo zato. No, pravijo, mislim, da je Mitja Krevs tisti, ki je kar vztrajal na stezi na 1500. Mogoče bi mogel si kakšno sezono potegniti, pa Tomiču vzeti tisti rekord. Ne vem, mogoče ga bo kdo drug, mogoče ga bo še Jan Kokal, če se bo lotil te discipline, ali pa Vid Botolin na vse zadnje. S temi fanti kar tekmuješ, drži, se kar srečujete. Ja, mislim, to mi je itak, mislim pač, sprobam tekmovati z njimi, bom tako rekel, ker sta oba dva in Jan in Vid sta, bom rekel, fenomenalna na stezi, neverjetna brzina, jaz pa v bistvu probam držati korak zraven, tako da delam na tem, da bom enkrat tudi jaz v tem, bom rekel, na takem nivoju, da bom lahko pariral, da bodo se da pa gledajo tu strašili mene na štartni črti. No, letos ste se že majčkeno bolj bali, bom tako rekel. No, zdaj, koliko državnih naslovov si letos odnesel? A veš, da to pa ne vem. Prvi spovedan, na 3000 je, na 10, na 21, pa to. Se 3 državne naslove v letu, so kar v redu. Radenci si vzel polovičko, je tako, a ne? Tako je. 10 000 je bilo v Kranju, je bilo to tisto, ki se s Tobijem dajala? Tako je bilo v Kranju, ja. Do zadnjega. 3000 je bilo Novo mesto, noter, pač na dvorani. No, ampak biti trikratni državni prvak ni tako slab izplen, recimo za sezono, a? Ne, mislim, bo v redu za začetek, da naslednje leto bo pač treba, mislim, bo treba preseči.
Ostajaš še v istem klubu, pri istem trenerju, kje si zdaj, kje treniraš, da malo osveživa? Ostajam v istem klubu, trenerja sem zamenjal, Mhm. šel sem v Kobetu. Bom rekel, sam bom rekel iz principa zato, da se bom bolj posvečal maratonu, ker ima Primož ima res, bom rekel, velik, bom rekel, razpon znanja za kaj se tiče maratonov, cestnih tekov in tega. Pri prejšnjem trenerju Mirotu, Petrovcu sem bil pa v bistvu, je imel pa zelo velik ta razpon, zelo velik je vedel na stezi, kako se laufa te krajše proge, tako da še zmeraj bom rekel pa iz obe dveh probam čim več pobrati informacij, da bom rekel, čim bolj vsestranski tekač. Aha, se pravi, ni boš se recimo zdaj specializiral, rekel sam za cesto, za desetke in dlje, a boš še zmeraj ostajal tudi na stezi, mislim, se konc koncev v Sloveniji moraš biti, a ne? Pa tudi zakaj ne bi, a ne, dokler imaš čas in tako naprej. Ali kakšni so bili plani, oziroma dajva reči, ko gre korak nazaj, leto nazaj, če bi se pogovarjala, bi rekel, kaj, cilj sezone 2025 bo Teč 2 ure 15, maraton. in to na konc leta, ne? Ja. Bom rekel, to je bila glavna zadeva, ja, pa ni ratal. No, zdaj, da ne boste se zgledali preveč komorno, je le začetek leta, ravno pozitivno. Mislim, spremljali smo tisti maraton, zelo napeto, tudi z Lizo Shine, bo še kakšno rekla o tej temi, o tej fantastični dirki, ki ne je uspela, ti si bil pred njo 10 minut, nekaj ciljev si izpolnil, vseh ne. Tja si šel, ja, menda po 2:15, takrat si mi tako napisal, da si v formi, vsi smo te gledali, računali smo tvoje polovičke, pa čase, pa smo rekli, to je dosegljivo. Greva k Valenciji, zdaj letošnji Valenciji, ki je bila fantastična dirka, no, za božjo voljo. Koliko je bilo 40 po 2:10, 100, ti si bil 140, pa si stisnil po 2 uri 20, mislim, kakšna konkurenca, no, ne zaslišano. Ja, mislim, Valencija je res nekaj poseben, kar se tiče tega, koliko veliko ljudi laufa tako hiter, da v bistvu, če laufaš pod 2:20, nisi nič, tudi pod 2:10 še zmeraj nisi nič, zgledaš kot amater pred unim, tako da pač to je res ena, bom rekel, res posebna, bom rekel, poseben občutek, da si recimo na tekmi in da imaš toliko veliko grupo okoli sebe, da so skozi ogromne grupe, skozi res, praktično na nobenem delu ne moreš biti sam. Mislim, to je najbrž dobro, takega maratona ne dobiš praktično nikjer. Se pravi, s taktiko, ti si šel tja, pripravljen si bil, v teku si, ne vem, 2 polovički z uri 5, to je bila predikcija, da si v kakšni formi, no, več mi povej. Kaj ti je Kobe, trener, rekel, ko te je odpremil na avion? Primož je rekel, da pač on bolj računa tam 2016, 2017, bolj previdno je zastavil cilj. Mogoče bi mogel bolj poslušati, pa je pač bolj previdno, ampak sem le jaz, tako da gremo pač, gremo po temu, kar sem si zaželel, a ne, sem zaželel na temu, kar delamo. Se pravi, 3:10 si štartal, 3:12, pol si malo popustil, ampak na polovički si še bil tam nekje v rangu 2:15, 2:15:30, ne? Tako je. Mislim, da sem do enega 23-25 km, nekje do tam sem bil kar, bom rekel, na tem ritmu, pa preprosto zmanjkal. Odrezal, pa je bilo pa samo še težko do konca. Evo, leto nazaj, lansko leto si bil v Valenciji, ne? Tudi tam si imel, recimo, tudi kar ambiciozne plane, te je še majčkeno bolj požagal, no, leto si pol odrezal te 4 minute na koncu. Kakšna lekcija, ki si jo lani naučil, pa si jo letos implementiral? Ja, da moram več jesti med tekom, da 60 gramov ogljikohidratov ni dovolj za cel maraton. To je bila prva zadeva. Se pravi, če se nekdo ne zapredstavlja 60 gramov, so 3 majhni geli ponavadi. Letos sem bil veliko bližji 80 gramov na uro, se pravi, na koncu sem jih 160 ogljikohidratov pojedel. Ja, imaš kakšne mislim, preverjene, imaš kakšne take, da z boljšo absorpcijo nekaj, kar ti sede, kaj imaš? V bistvu uporabljam tele, High Five sem je v redu, čist klasičen gel, nič posebenega. Nisem sicer probaval nič s kofeinom, nisem nič probaval nekih zanimivih taktik, čeprav so rekli, da bi bilo fajn mogoče kofein na koncu. Tudi, ko sva se z Leonom Bedračem pogovarjala, ki mi pomaga pri prehrani zdaj, je rekel, da pač mogoče bi pa lahko na koncu tudi kofein, ampak so pol rekli, da mogoče bolj previdno greva, zato ker še zmeraj nisem na treningu probaval tega, ampak lej, sej. Se pravi, manevrski prostor je še na prehrani pol, tle ima tudi še nekaj lufta. To je pri meni zmeri, pri prehrani je zmeri pri meni prostor.
Kaj je bila prva stvar, ki ti je rekel trener, ko ste se slišala po dirki? Če se prav spomnim, je rekel, da je pričakoval majčken hitrejši, ampak da sem lahko zadovoljen. Je, te, ja, potem na en način potolaženo, ampak saj, na uro si gledal, no, mislim, Ja. rekel si, ugotovil si tam, ja, 15, kaj, da ne bo šlo, da je zdaj kaj bil potem plan B, ja, tako ti, Tako bom rekel, prvi pač jasno plan je bil 1:15, drugi plan je bil osebni rekord, tretji plan C je bilo pač sam zaključ maraton, da imaš izkušnje. Tako da plan B sem uredil, a ne. Z malo sreče je bilo pač še pod 2:20, ker sem prišel tam na 41 km in pa dobiš na table na koncu, ki ti napiše zadnji kilometer, pa pogledaš na uro pa si rečeš, čakaj, pa bom mogel kar poštartati, mora zdaj, da bom pa prišel pod to mejo, pa prideš do naslednje tale pa 200 metrov pa rečeš, čakaj, to je še hitrejši morit, kot že zdaj laufam, pa prideš do 800 pa rečeš, še hitrejše treba, tako da pol gre uno že na paniko, da zdaj pa pač moraš konci šprintov, no, na konci šprintov. Ja. No, ampak, ajde, si vendarle bil vesel, da je bilo 2019, ne 2020, no, je. Ja. Nekje narejenega, 2019. Te vsem zdaj, če sem prav videl, vršča na teli lestvici, na lestvici Road to Birmingham, te uvršča na, mislim, da celo še zadnjo kvalifikacijsko mesto za Evropsko prvenstvo. Ampak recimo, da Ja. ta trenutek si kvalificiran za Evropsko prvenstvo. Evo, vidiš, to. Veš, tako da vsaka sekunda Mislim, šteje. novi, Ja. Novica mena, ne, ker nisem več gledal, ampak se fajn sliši, a ne, če že. Mislim, ja, ta trenutek imamo dva Slovenca na tisti listi, pač na rankingu, a ne itak pridejo zdaj pomladni maratoni, pa bodo fantje se trgali, pa bo šlo to, mislim, bo treba še kakšno stvar narediti, ampak kakorkoli, no. Vendarle, to je nek rezultat, ki si ga naredil, zdaj, ok, malo sladko, kislo, pa vseeno. Kaj si potem po maratonu, bilo konec sezone za tebe, kakšni so zdaj, recimo tega momenta, zdaj že potem 3 tedne, no, kakšni so zdaj plani za naprej? Ja, spomladi se bom bolj fokusiral na kakšne krajše zadeve, se pravi, govorimo do pol maratona, da pa steza, ker pač je tudi fino, a ne, sicer ni lih cesta, ampak ajde, bo v redu. Kakšno desetko bi rad v redu laufal, polovičko bi rad še popravil, jasno, oseben rekord. Pa pač vidimo, kaj se da narediti, da v bistvu dobim malo brzine pol za jesenski del, ki se bo pa še kakšen maraton najdel vmes. Se pravi, spomladi, če te prav razumem, ne greš na najdaljšo razdaljo, se boš prehranil za jesenski del, pa probal odkljukati enega. Tako je, zaenkrat je to plan, ampak itak se stalno spreminja, skozi iščeš, bom rekel, stalno prilagajaš. Zdaj se vračaš v Radence na državno v polovički? Ja, po mojem bom laufal, če bo vse po planu, se bom pojavil tam na štartni črti. No, letos si državnem suvereno zmagal, Primož Skobej, za ta bo 2 minuti. Ampak 1:7, a si to spet popravil rekord tam v 23, a to še šteje? Ne, to žal ne šteje, sem že prestar. Se pravi, ta sezona, ko si dopolnil 23, ne šteje več, ali kako? Tako. Tako da v bistvu, ne vem, mislim, da je bilo za kakšno sekundo je bil oseben rekord spet, ampak nič pretresljivega. Imel sem malo drugačne plane, da bi višji sem cilj v generalnem rankingu, ampak na koncu spet ni šlo po načrtih, oziroma so bili premočni. Tudi bom rekel, Radenci, proga pa vzdušje bi lahko bili dosti boljši. Okay. Mislim, proga so razmerno ravna, zdaj mislim, skoraj bolj ravna bi težko bila. Ali Ja. kako? Kaj ti je tam zmotil? Tako bom rekel, mogoče proga je v redu, sam je pa precej premalo ljudi, a ne, samo na kakšnih 2 točkah so sploh ljudje, vmes si pa v tišini laufaš, pa se sprašuješ, zakaj si sploh štartal, kaj delaš. Mislim, ja, to je pač realnost mogoče, ja, določenih krajev. Ja. Mogoče tudi se na tem področju da kaj narediti, bomo videli, no, vse organizatorji vem, da včasih poslušajo kakšen tak pogovor, ampak ja, da moraš ljudi spraviti v progo, če jih nimaš tam okrog, ne, Itak. ja, ni to center Zagreba, ne, kjer, zdaj mi povej, drugi si bil na nočnem scenariju, tako. Ja. Jaz se spomnim, ko sem bil tam, ne, kdo takrat od Slovencev, vem, da je Anja Fink laufala, pa Rok Puhar, vem, prvega so pač spremljali s kolesom, ne, kolo je bil pred prvim, Ja. Potem je pa tista množica v drugem krogu zaprla in drugi je mogel že slalomirati. Je še kar isto ta stvar? Ja, je še isto, razlika je samo to, da ima zdaj za prvega imajo policijski avto s sirenami, Okay.
z drugega pa še zmeraj nič, tako da se bom rekel, se je vse končalo v enem 6 kilometru, 5,5 kilometru. Ker naletiš na tistem drugem krogu, pa na vso to silno množico, ki jo moraš prehiteti. Praktično vse moraš prehiteti. Ne? Ja. Tako je. Mislim, se, bom rekel, mogoče se je majčkeno popravili, da ljudje mogoče majčkeno mislijo, da prihaja še kdo, pa da se kakšen zadere, da se malo umaknejo, ampak po veliki večini so pač vsi prepuščeni samemu sebi, pa bo že nekako tako spršil. In ti si tam odlaufal sab 30, a ne? Ja, prvič sem šel tam pod. Si ne predstavljam, a ne v tisti množici, pa še derece moraš, da se ti umikajo, da pač prvič se ne zaletiš v benga, da ne zgubiš toliko časa, a ne, že če bi imel prosto pred sabo, mislim, tle si sigurno si izgubljal, no, bom rekel. Ja, mislim, ne vem, če sem jih izgubljal, bolj sem ostal na uni brzini, kjer sem bil. Mogoče mečkaj, da sem izgubljal še sekundo, kilometer, ampak je bil bolj plan, rekel, plan je bil, da začnem bolj počas, pa da začnem pol počas lovim prve, ampak ja, sem jih lovil v bistvu do enega 5 ali pa 6 kilometra, pa sem mogel pa se znajdati. Mislim, koliko ti na koncu niti ni toliko zmanjkalo, no, do prvega Kenica, kaj je že bil za en. Pa je bil Hillary Mayo. Pol minute, koliko pa se ni bil toliko pred tabo na koncu? Ne, na koncu ni bil toliko pred mano, kot sem pričakoval, ampak še zmeraj bom rekel, mečkaj mogoče je bilo lažje, zato ker si videl one modre sirene v megli, ker si videl pred sabo, da se še zmeraj neki utripa, da nekako si zraven. Da imaš priključek, ja. Ja, ampak ja, je bilo pa, bom rekel, kar bi bilo luštno, ne vem, da bi recimo mogoče organizatorji malo več skozi prej govorili, da kot te prehiti policijski avto, da greš na eno stran ceste, da bi mečkaj mogoče, da bi pustili, da bi vsaj, bom rekel, da bi vsaj kdo več najdel, da bi se mečkaj omaknil. Sej ne rabaš imeti čist frej, če je bilo pet ljudi, ok, že zavijaš, a ne, ampak. Ja, ne vem, kakšna rešitev, sigurno se da najti rešitev, ne, ker meni se škoda zdi, mislim, z duše si sam doživel, tam je res noro, tam pride celo mesto, tam razsvetlijo, konfeti so, bakle, muska, noro, mislim, meni bo zelo všeč, da pa nimajo mačkem boljše rešitve, za res dobre, no, pa veliko Slovencev je dol že tekli, da dobre tekače za prvih 10, kaj pa vem, ne, da mogoče drugače časovnico naredijo. Mogoče, ja. Ja, da bi vam naredili pač tisto prosto stezo, bi bilo pa res lahko. Mogoče bi bil celo boljši sistem, da bi se odtil ukrepilo, je recimo v Karlovcu, ki imaš prvo imaš elit tekmo, tako. V bistvu samo pol ure razlike, no, sej v bistvu ni, ne. Pa še mogoče bi, ja, pa še vsi ostali imajo kaj od tega, tako da ja, škoda je, ker res lepa, hitra dirka, no, mogoče, no, ali pa pač ni zapor, jaz sem sprašal organizatorja pred leti, Nedeljka, zakaj imajo nedeljo zvečer, ker to res ni običajno, ne, in je rekel, da ni šans, da ti v soboto zvečer dajo dovoljenje, da mesto v Zagreb dol zapreš, niti za pol ure, kaj šele za urco pa pol, ne, no, pa tisti, kar delajo zdaj, dobro delajo, zdaj mi povej, Jakob, na katero zmago, ali pa si najbolj ponosen letos, kjer ti je bila najbolj všeč, kjer se ne rečeš spomniš? Najbolj mi je v spominu ostala na 3000 metrov, bolj bom rekel, že sam iz tega vidika, zato ker sem lahko finiširal zelo v redu, vsaj zame zelo v redu, ker prej mi je to delalo veliko težav, to je bila prva tekma, kjer sem dejansko lahko tako finiširal, kot sem si zadal, kljub temu, da se nisem počutil, bom rekel, toliko pripravljenega. No pa, da mi tole opiše tale kranjski dvoboj, no, ko je Gaberšček pač šprintov, ampak mu nisi dal potem tistega komolca, ne, mislim, nisi ga spustil naprej, šlo, koliko je bilo, pol sekunde, mislim. Ja, nekaj malega je bilo. Res ta bila nošna, no, res je bilo silovito, da mi malo popiš, kako je bilo. Ja, mislim pač cela tekma bilo tako, bom rekel, smo se vlekli, da temu tako rečemo, ne, mislim, lahko bi šli dosti hitrejš. Pričakoval sem, da bomo šli hitrejš. Sem malo mogoče računal, da tudi oni računajo, da lahko zdaj finiširam, da pač ni več da pač, ok, bomo medveda zjebali pol v finišu, a ne, da pač, ker zdaj je bilo zmeri tako, da sem pač prišel na konc, pa so pač štartali, pa mene ni bilo več. V finišu bi so pa, bom rekel, precej sreče, če lahko temu tako rečem, da sem slučajno takrat li štartal, kaj to bi štartal, da sem dobil en korak od spredje, a ne, v bistvu bi se lahko dosti drugače končali, da če bi on v momentu bil en korak od spredi, da bi jaz lik zavil ven, ne, bi po mojih lik se zaletela, oziroma on ne bi ven spustil, a ne, tako da
Včasih gre človek tudi malo sreče, vraša. Ja, Ja, to mislim, lepo, mislim, tista lepa zmaga. No, pravzaprav vsi tvoji dosežki, petkov si zdaj, pri petki si ti manjka do 14, se po 14, še ni 10 sekund. 12 je. 12 sekund ti manjka na polovički, ti manjka par sekund, da SAP 1:05, kar je tudi kar lep dosežek. Ljubljanski maraton, recimo, no, evo, deva še to. Kaj si pričakoval, mislim, vedel si, da bo Kokal na štartu, a ne, Kokal je bil letos res navit, Ja. res, gledal sem ga v Kranju na petki cestni, ko se je praktično na štartu odpeljal z 2:45 tempom vsem in potem zmagal z kar odličnim časom za tiste klance. Tako da, no, ampak, lej, Ljubljanski maraton, kaj si obetal? Mislim, tekmo itak greš meč za zmagati, a ne, to je itak, bom rekel, jaz mi rečem, da pač, če ne greš na tekmi na zmago, pač ne ita, ne. Če se že prej odločiš, da ne bo šlo, pol pač ne bo šlo, a ne. Ampak smo imeli pač, taktika je bila, da pač do enega 5 kilometra vidim, kako se bo tekma odvijala. Če bo zame prehiter tempo, se pravi, da bi bili skozi pod 3 minute na kilometer, bi bilo fajn popustiti. Tudi mogoče, na začetku smo rekli, da bi bilo fajn, da bi mogoče začel jaz prvi kilometer malo bolj počasi, da se mašina ogreje. No, ta taktika je šla skozi oken, da temu tako rečemo. Smo jasno začeli prehiter, a ne zame. Koga si prijel, koga si imel v skupinci? Mislim, itak štart, bom rekel, tako bom rekel, štart sem itak s prvimi, a ne. Nisem nič kaj gledal, kdo je zraven, a ne, ok, videl si Jana, a ne. Ampak si šel z njim, v bistvu si s Kokaljem štartov in kar bo pa bo. Ja, v bistvu tako, na ta način, ampak sem pa paremu 5 kilometru pač rekel, ok, to zdaj ne bo šlo, a ne, mislim, brez veze turiti tempo, ki vem, da me bo odrezal. In sem mečkam popustil, ampak pa se pa znaš tam, ker nimam benga, ker si sam v tišini spet in se sam sebe matraš. Kje so se ti, mislim, kje si zgubil pol priključek, pravzaprav, kje si začel trpeti, res? No, je bil to en, ja, paremo 6 kilometrov sem rekel, da ne bo šlo, a ne, 5 pa pol 6, ampak sem rekel, počasi sem spuščal, ni bilo ono tako, da pač se ustaviš. Pol v bistvu pa, ne vem, če to sploh spodop reči, ampak pa upaš, da v bistvu mogoče pa unga pretavo, mogoče malo stisne, da malo... Tako je to, mislim, glej, pač se je to športno, ne mislim, športno je, da pač vsak da vse od sebe, zdaj pa kaj se zgodi. Pa, ja, mislim, itak ne morem rekel, v športu ne moreš računati na to, da bo en slabši kot ti, a ne, ker pač moraš biti ti boljši. Tako je, ja. In pač tudi tokrat je pač tako bilo, a ne, da je pač Jan odlaufal, bom rekel, neverjeten cajt. Noro. Jaz sem, mislim, to je res tako, bom rekel, tak cajt, da moraš sam čestitaš, da pač drugega ne moreš narediti, ker pač priznati, da je pač boljši, da je boljši, pa v bistvu lahko vidiš, koliko moraš še delati. Od 1:3, mislim, pa tistih par sekund državnega rekorda, res to ne bi nihče napovedal, se pravi, pa smo gledali Kokalja, ampak če bi stave metal, ne bi noben stavil na to, res je odlično tekel. Ta čas, ti si vseeno pogledoval na uro, pod 1:5 bi še morda šlo, če bi... Ja, če bi se bolj pametno vsega lotil, bi šlo. Je bilo še kakšen, bom rekel, no, občutek, da je bilo mogoče kakšnih 31 sekund, da je bilo še, bom rekel, rezerve, če bi bolj pameten laufal, ampak ni bil, ne vem, ni šlo. Bom rekel, niti ni izgovorov, da bi iskal zdaj, ja, pa je bilo vroče, pa je bilo tako, ampak pač ni ratalo. To pa, glej, z vsem, kar si letos naredil, pa si bil konsistenten, v novem mesecu si tudi tekel 1:5, sicer pač tam ni certificirana proga, ali kako, ali se ne vem. Ima proga, ima certifikat, ja. Potem, pa tudi bom rekel, začuda mi bolj leži kot Ljubljana. Kljub vsemu tismu makadamu vmes. Ja, v bistvu tismu makadamu je še najmanjša, bom rekel, zadeva mi, v bistvu mi prav lepo, dobro mi leži ta proga. Se boljš počutim kot v Ljubljani. Sej Ljubljana je tudi odlična proga, vzdušje je res top, res ljudje tok, ampak ne vem, mogoče tudi zato, ker je bilo v Novem mestu precej bolj mrz, da mi je bilo bolj všeč. Ker končno tudi v Zagrebu je bilo precej mrzlo in mi je bilo tudi zelo v redu. Ampak sej, koncev, tekma je tekma, moraš biti dober tam, ker so tudi ostali dobri. Ja, kar si rekel, no, se pravi, 2 rezultata, 1:5 teč, polovičko, zdaj že dolgo nismo imeli tekača, zadnje leta smo se pogovarjali o tem, no, letos, se pravi, je bil Kokal izjemen, ti si bil tudi odličen, no, jaz se prispomnim
vem, tistih medkoronskih, predkoronskih časov, ko še Mitja Kres laufal, pa je šel 1,5, pa ne vem, pa je šel Kobe, ki je 1,5, pa je Puhar napovedal 1,5, pa še pol 1,6, to so bili že izjemni časi, zdaj 1,5, ja, niti ni več. Spremljaš, no, recimo, ta napredek, mislim, to je noro, no, danes teč polovičko pod uro, to je bilo včasih rezervirano za redke posameznike, danes skoraj da vsak drugi beli tekač je to skoraj odlaufa, no, padejo tudi evropski, mislim, no, res to Bom rekel, da je ta inflacija zdaj po koroni, bom rekel, tekaška inflacija z rezultati je res, bom rekel, ena taka, ti kar malo zbija moralo, da temu tako rečeš, kar sem rekel, v bistvu, včasih tudi, če si laufal pod pol ure, neki pa si laufal, zdaj laufaš 29 minut, pa ti vprašajo, a toliko počasi si šel, isto za polmaraton, če ne laufaš po 62, si pač en rekreativc, ki pač teče, nisi tekač, si pač en ta tret, tako da tudi v maratonu, če gledamo, recimo, ta Aleksij triatlonc, 2 ure 6. Mislim, mene je fasciniral. Mene tudi, mislim, sem pričakoval, da bo en tak hud rezultat, ampak nisem pa pričakoval toliko hudega rezultata, ne. 2,6, to bi kdo ubil, ja, za tako rezultat. Res noro, ja, za triatlonca. In ki je zdaj dejal, da se letos vrača nazaj v triatlonske vode, da drugi spet poskušal. Ampak čemu ti pripisuješ vse skupaj? No, ti si zdaj pa že nekaj časa v atletiki, pa to spremljaš, to inflacijo rezultatov. No, nekaj je oprema, ne vem, nekaj so treningi. Kaj je še eno? Se pravim, si posvečen v tem, no. Zakaj je danes toliko dobrih tekačev? Se mi zdi kombinacija vsega, bom rekel. To, kar je nesko spravil, doping. Ja, doping je bil, doping je itak skozi prisoten, tako da to ne bi rekel, da pač bo naredil razliko v rezultatih, a ne, ker pač, če se predopingirali, se zdaj bodo dopingirali, tudi bom rekel, želimo si, da je bilo pač fair, a ne, tudi jaz bom rekel, ne vem, ne bi mogel živeti s tem, ampak okej. Po moje je razlika v tem, da pač prehrana, treningi so drugačni, več se mer, več podatkov vemo več, bom rekel, večje število tekačev imamo, da lahko iz tega vidimo, kaj je, pol spet oprema, so večji čevlji, višji čevlji, bolj mehki čevlji, da lahko treniraš več, da te pršpara, da, bom rekel, da tudi pol, bom rekel, regeneracijske metode so drugačne, a ne. Včasih, ne vem, je bilo masaža pa spanje in to je bilo to, a ne. Zdaj imaš teh metod regeneracije, karkoli se spomniš, najbrž že dela en z regeneracijo. Tako da, po mojem, res kombinacija vsega tega, pa to, da je v bistvu tek po mojem dobu ful veliko na popularnosti zadnje par letih, sploh, ker so bili ljudje pač zaprti vmes, mislim pač, si bil v karanteni zaprt, a ne, pa jasno, si migat hitro, a ne, ven, in je tega, bom rekel, ena taka najcenejša aktivnost, ki lahko v bistvu začneš delati, ki lahko praktično boz delaš, a ne. Mislim, sej to ti veš, da... Mislim, nič ne rabaš, ja, v bistvu. Ja, bajčo skoraj nič ne rabaš. Plače majico in to je to. Pa piči miško, ja. Na vse te oddaji pač ugotavljam, da je rast tekaških prireditev, pa udeležencev na teh tekaških prireditvah res all time high, a ne, nikoli še ni bilo toliko veliko udeležencev na toliko veliko tekmovanjih, toliko ljudi ni teklo, kar je sicer super za vse skupaj, a ne, ker to pomeni, da imamo pač na voljo veliko stvari, da nas je vedno več, da se družimo in tako naprej. Ja, po drugi strani pa je pa težje uspeti pri taki konkurenci. Recimo, kaj je tvoja ambicija, da si star si 23 let, jasno, da boš dočakal Kipčogejeva leta, ne, ja. To je bilo fajn. Imaš še 20 let pravzaprav, ne, ampak vseeno gledaš na to atletiko zdaj, ko si po najuspešnejši sezoni svoje kariere, kam ti nese pogled, če ne razmišljaš o tem? Mislim, bom rekel, sky's the limit ali na nek tak način, da pač ne bom rekel, da se bom umeval na neki, a ne, seveda, fajn bilo prijeti na olimpijske igre, na stona prvenstva, odteči državne rekorde, mogoče tudi evropske rekorde, a ne, sicer to je tak pač, bom rekel, to so sam sanje lahko zaenkrat. V bistvu sprot, bom rekel, se bodo prilagajali te, bom rekel, ambicije. Mogoče prva, bom rekel, ta, da dobiš dejanskega, bom rekel, prvi cilj, bom rekel temu, da dobiš sponzorja, da lahko dejansko postaneš profi tekač, da nisi rekreativc, ki dela zraven službo pa trenira, a ne. Pravi, to je cilj, je postati profi, če te prav razumem, naslednji sezoni ali dveh, da bi pač živel, tudi, mislim, da bi lahko treniral in to je to, ja. Tako je.
Okay, to je izziv, najbrž, ja. Ne, to je najbrž izziv, glede na to, koliko športnikov je tam zunaj, pa to se grebe za denar, ampak imaš kakšnega sponzorja, že kakšnega manjšega? Ja, mislim, glavni sponzor je itak, bom rekel, web company, slash domače podjetje doma, Kaj drugega? mami, Ja. oči, to je, bom rekel, ta največji sponzor, a ne. Pol je Top for Running, ki že zdaj, ne vem, že 3 leta, 3 pa pol, z njimi delam kar v redu. Pol je tudi High Five, top atlet, mi samo dosti pomaga pri gelih, Mhm. pa pri vsej tej prehrani. Pomoč pa tudi, pa bom rekel, cela taka, bom rekel, vas je za tabo, ki te, bom rekel, pomaga pri tem, da boš enkrat mogoče postal neki. No, zdaj, jaz sem navdušen nad bom rekel, situacijo v slovenski atletiki, posebej na teku na dolge proge in pri ženskah. Še ne vem, leto, dve nazaj sem mal jedikoval, a ne, kdo bo zdaj, kdo prihaja, a ne, te stari gredo počasi v kraj, novi ne bi laufali, ampak zdaj kar naenkrat vas je cel kup, kako ti to, mislim, ti si najbrž tudi vesel, se konkurenca, prej si rekel, pač je tudi dobrodošla kljub temu, da ti vzamejo kakšno stopničko sem pa tja, ampak daj mi povej, no, a so drzna, no, v kolkem času, v kolikih letih bodo padli zdaj najstarejši slovenski atletski rekordi, ta na 5000, pa oni na 10 000, pa oni, ok, na polovičko tem že bliz, ja, pa pol oni na maratonu pri moških in pri ženskah, no daj ti mi povej, no, bodva mal. Mislim, če lahko tako rečem, po mojem bodo zdaj v 2 letih se bodo vsi cajti precej spremenili. Mhm. Mislim, verjamem, da bomo bili zdaj kar hud nabor in pri moških in pri ženskah bomo rekel res. Pri ženskah imamo Klaro, Lizo, pa imamo Živo Remic, v bistvu res imamo, bom rekel, lahko sam rečem pač top, da imamo isto pri moških, imamo Vida, imamo Jana, pa imamo tudi pri mlajših, zdaj prihajajo za nami, tako da lahko res, bom rekel, vem, da sem jih zdaj spustil toliko velik, da se lahko sam za glavo primaš dobrih tekačev, odličnih tekačev v Sloveniji, ampak bi lahko imela kar precej dolg podcast, da bi sam naštevala, kdo Tako je. vse bo nekaj dosegel. Ja, posebej navdušuje, da ja, mladinci, mlajši, starejši mladinci, mislim, to so nore številke, kaj fanti delajo, tudi v članski konkurenci, no pa kako zagrizeni so, fanti, punce, da ne omenjam, se mi zdi, da vse skupaj to poganja, ne vem, ta prerojena slovenska atletika, tudi morda zaradi vodstva, ki je pač mlajše, pa bolj strukturirano, pa bolj usmerjeno v prihodnost. No, fajne stvari se dogajajo, no, tudi uvrstitev v prvo divizijo slovenske atletike nekaj pomeni, no, za zagon vsega skupaj. Zdaj, če ti rečem, ok, do državnega rekorda ima še 8 minut, ampak konec koncev, ne. Če ne bo šel kokal prehiter v maraton, a je 2:11:49 dosegljivo. To je tako, kot sem rekel, pač ni nekega stropa, dokler ga se ne zadaš v to, a ne, mislim pač. Se zmeri trudiš imeti hitrejši cajt, a ne, tako da jaz verjamem res, da pač bom enkrat sposoben tega laufati, a ne. Mogoče ne bom prvi, ki bo podaril trenuten rekord, si pa zdaj prizadevam, da pač bom en od teh, ki bo hitrejši laufal. Ja, mislim, da bi to, glej, zdaj pa takole rekla, bova zaključila prav na tej noti, ko podreš ta državni rekord, pa tudi če boš prvi, ali pa če ne boš, ne, se bova spet lele dobila, ne, pa boš povedal, kakšni so bili občutki. Ja, tisto klasično vprašanje, Medvedno, zdaj pa povejte, 2:11. Pa še, pa poklical bom Romana Kejžarja, kaj si on mislil o tem. Ker že, mojem, da je že on že pa malo počasi nervozen, ne, da pač ga nobeden po 25 letih ne zrine iz trona in čas bi že bil. In jaz sem vesel, Jakob, da si tako izjemno napredoval takrat, ko sva midva pogovorila, a ne? Ja, takrat. Ja. Mislim, res noro, jaz vidim res svetlo prihodnost pred tabo. Hitri maratoni so tam zunaj, tudi jeseni, verjamem, da boš tazga izbral, da bo pravi. Samo eno stvar mi še povej, no. Zdaj, sem šel gledati tvoj Instagram pa vse, ne, pa že tako te poznam, ta tvoja vihrajoča pričeska je že kar tvoj zaščitni znak, ne. Ja, ta zabrita, se ne vem, ko se je reče uradno, ampak kaj pa je s temi brki? Brki so pa, a to je nov zaščitni znak, Jakovo Medveda? Mogoče bom pa, sem danes razmišljal, a sem že najhitrejši slovenski tekač z brki, ker se ne morem spomniti nobenega slovenskega tekača, ki bi imel brke, pa da je hitrejši laufal.
Naj se javi tisti, ki ga pozna, trenutno aktivnega ali pa nekdanjega tekača z Brki, ki je tekel hitreje kot Jakob Medved. Evo, pa bomo izvedli kategorijo najhitrejši brkov v Sloveniji, a ne? Pa bo Medved ta, nisem jaz. Zdaj mi je všeč, no, se vam, zdaj, kad da bi revival spet 70-ta, ne, Steve Prefontaine je imel brke, ne, pa dolgo čupo in ne, vračajo se, kocine na obrazu se vračajo tudi v atletko in všeč mi je, bolj, ker vsi tisti porazirani, ja, pa pobriti po glavi, to je to, ne, more malo plapoleti. Saj ne vem, a ti to vzame kaj aerodinamike ali ne, no, jaz mislim, da ne. Po moje ne, mogoče malo, ampak bom rekel tudi en avstralski tekač, zdaj se ne bom spomnil njegovega imena, ima isto malet, pač ta, bom rekel, zadnji dolgi Malec, ja. In on prisega na to, ker pravi, da mu da boljšo pozicijo pri teku, zato ker je več teže zadej. Sicer ne vem, če jaz to temu čisto verjamem, ampak če je neka zadeva, ki ste ljudje potem zapomnijo, pa pač naj bo to, a ne. Če bo v sezoni 26 malec pač pri šestkah, na kjer bo prisegali tekači na dolge proge, ja, pa če boš začeli puščati si brke 20-letniki, ja, pol si dober zgled. Jakob Medved, hvala, da si se na hitro oglasil v tem podcastu. Jaz ti želim fantastično leto 2026. Spremljamo te bom podrobno te bom spremljal in držal pesti, da te pač osebni rekordi naslednje leto pa padejo še bolj, kot so leto. Ja, hvala, mislim, hvala pač itak spet za povabilo, a ne. Pa upam, da pač tudi tebi bo, da tudi tebi bom rekel, da čim manj poškodb v tem letu, da čim manj poškodb, čim več kilometrov, pa pač, da se še čim prej kaj ujamemo. Tako, da kakšni, če drugega ne, ne pa še bom radenci, bom na kakšni drugi dirki, no, zadnji cajt bi bilo, da pridem spet v Novo mesto, menda bo letos novembra, zdaj, kar je super termin, ja, pa da kakšno rečemo še s tvojim trenerjem pa s tabo, lej. Ja. Medved, leto 26, imam jaz občutek, na kosteh čutim, pa to ni starost, da bo odlično leto. Pozdravljam te, želim ti vse dobro, se vidiva, se slišiva. Hvala in enako, se vidimo. Čau. Čau. Hvala tudi Jakobu, držim pesti, ja, sezono 2026, tudi s tem malo sebi pumpam motivacijo, da bo več discipline, da se večkrat podam ven. Potečem kakšen kilometer, kakšen maraton, kakšen trail, ja, celo kakšno backyard ultra, Hyroxa se zaenkrat še ne grem. Srečno sem, želim vam obilo uspeha pri organizaciji, seveda bilo užitkov pri tekanju, osebne rekorde, odlično družbo, kajpak, če rabite kakšno idejo za potovati po svetu, sam rečete, imam jih kar nekaj. Sicer pa, ja, se vidimo tam zunaj na teku, ostanite zdravi, hasta la vista, se vidimo naslednji teden.